Sosedje nas prehitevajo oziroma dohitevajo. Povprečen Slovenec je pred 10 leti v svoj žep prejel dobrih 33% višjo plačo kot Hrvat, danes se je razlika skrčila na vsega 10%. K zmanjšanju razlike je prispevala hitrejša rast plač naših južnih sosedov, kot tudi manjši davčni primež. Domača politika v zadnjih mesecih pred volitvami kar tekmuje, kdo bi zaposlenim lahko ponudil več. Kaj je na mizi in kaj o predlogih pravijo gospodarstveniki, Marko Gregorc. Precej zanimanja je v zadnjih dneh požel podatek, da je razlika med povprečno hrvaško in slovensko neto plačo le še dobrih 140 evrov. Ob tem, da slovenska bruto plača znaša dobrih 2500, hrvaška pa le 2000 evrov. Veliko se govori ves čas o davkih, veliko se govori tudi neresnic, ampak verjamem, da je predvolilni čas tak. To, da nas Hrvati dohitevajo, to je dejstvo. Ne, spet, ne vem, iz katerih podatkov to izhaja. Iz podatkov statističnih uradov, tako hrvaškega kot slovenskega. Povprečna plača naših južnih sosedov zaostaja le še slabih 10% za slovensko, medtem ko je pred 10 leti zaostajala več kot 33%. Po podatkih, ki jih mi imamo, je stvar drugačna. Občutek delodajalcev pa je, da je primež predvsem na višje plače v primerjavi s sosedi postal neznosen. Jaz mislim, da je nujno, da se gospodarstvo, sindikati in politika usedejo za skupno mizo in ne več tekmujejo, kdo je močnejši tu doma. Včasih je treba pogledati svetovno stvari in ugotoviti, da smo tako majhni, da absolutno ni več možnosti ne sodelovati, ne se pogovarjati in najti rešitve. Predvolilna davčna tekma se odvija med Golobovim predlogom božičnice in Janševim predlogom dohodninske razbremenitve vseh plač. Predlog Golobove božičnice obljublja od četrtine pa vse tja do polnega zneska minimalne plače, medtem ko bi Janšev predlog razbremenitve dohodnine v letu 2028 prinesel tistemu na minimalni plači dobrih 750 evrov in tistemu na povprečni plači približno 1370 evrov letno več. Torej, mi smo ta predlog dali zato, ker je tak predlog bil že sprejet, je bil že uzakonjen v prejšnjem mandatu, pa ga je vlada gospoda Goloba oziroma koalicija gospoda Goloba preklicala. Ampak vložili ste ga potem, ko je on predlagal božičnico, ne, lahko bi ga še enkrat prej. Če ga vlada ne bi preklicala, potem bi že letos zaposleni dobili praktično še na povprečno plačo. Naj politiki ne pozabijo, da državni proračun ni malha brez dna, med tem opozarjajo gospodarstveniki. Da je pa treba gledati celoto davčnega sistema, prihodkov proračuna, njegove vzdržnosti in nedvomno bo moralo seveda priti do prerazporeditve znotraj zajema davkov nekaterih drugih, med drugim tudi obdavčitve premoženja. In kakšni bi bili učinki potez na državni proračun? Golobova božičnica v znesku polovice minimalne plače bi po izračunih finančnega ministrstva proračun stala približno 378 milijonov evrov, medtem ko bi Janševa razbremenitev dohodnine zgolj v letu 2026 proračun stala po izračunih stranke SDS približno 340 milijonov evrov.